Drage kolegice in kolegi, pozdravljeni na predstavitvi projekta Slovenska historična topografija. Jaz sem sicer mislil, da bom imel daljši uvod z historiatom, vendar bo to nalogo prevzel Matjaž Bizjak, tako da uvodoma moja naloga res samo 3 stavki. Najprej za začetek napovem, da pravzaprav se danes predstavlja najstarejši še tekoči znanstveni projekt na Slovenskem, ki je lani vstopil v 91. leto, odkar je štartov. Torej, začetki so iz leta 32, o tem bo več povedal Matjaž, s prekinicami seveda, vendar v zadnjih letih je doživel, da ne rečem, preporod, bom rekel, vsaj nov pomemben zagon. To je projekt, ki poteka na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, odkjer je pravzaprav že od leta 1945 doma. Takrat se je seveda to imenoval še v drugačnih formalnih okvirih, bi rekel, ampak ima to vendarle to kontinuiteto. Pred vojno začel pa se je v okviru Hrvaške, takrat Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu. Današnji gostje tukaj so vsi 4, oziroma tako bom rekel, 3 so sodelavci inštituta za Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, Miha Seručnik, Matjaž Bizjak in Miha Kosi. In seveda še tukaj gospod Jurij Šilc, ki prihaja iz inštituta Jožefa Štefana, ki tudi ves čas pravzaprav od tega ponovnega zagona projekta sodeluje pri tem projektu. Sledi predstavitev in na koncu še imamo potem, upam, da bo nekaj časa še za kakšno vprašanje in diskusijo. Prosim, Matjaž, kar se prepuščam besedo. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zelo neizvirno bom začel z definicijo. Historična topografija v pomenu, ki mu trenutno namenjamo pozornost, je priročnik, ki omogoča identifikacijo krajevnih imen, ki jih najdemo v zgodovinskih virih. Zakaj je to sploh potrebno? Zaradi uporabe različnih jezikov v posameznih časovnih obdobjih, zaradi spreminjanja toponimov iz najrazličnejših razlogov in pa ne nazadnje tudi zaradi podvajanja ali pa celo multipliciranja istih krajevnih imen na različnih lokacijah. Historično-topografski priročniki pa še zdaleč nimajo samo te funkcije. Zaradi načina, kako so zasnovani, predstavljajo vsaj za starejša obdobja, mišljeno je predvsem srednji vek, precej popolne sezname virov za posamezni kraj in so lahko dobro izhodišče zgodovinskih raziskav s krajevno ali pa tudi ožje regionalno tematiko. Z določenimi omejitvami so lahko uporabni tudi za ugotavljanje geneze krajevnih imen in še kaj bi se našlo. No in po tako dobri napovedi profesorja Štiha seveda je treba nekaj besed nameniti historiatu, se pravi zgodovini historično-topografskih raziskav, ki imajo pri nas res že dolgo, skoraj stoletno brado, kot smo slišali. No, prva prizadevanja za izdelavo tovrstnega priročnika za ozemlje Slovenije segajo v zgodnja 30. leta 20. stoletja. Zasluge za to gredo enemu najvplivnejših slovenskih zgodovinarjev tistega časa, Ljudmilu Hauptmannu, ki se je s tovrstno problematiko dodobra seznanil ob delu na obsežnem projektu Avstrijske akademije znanosti, historičnem atlasu avstrijskih alpskih dežel, v okviru katerega mu je bila po smrti njegovega mentorja Antona Kaspreta zaupana naloga izdelave še danes temeljne uvodne študije h karti kranjskih deželskih sodišč. Leta 1932 je Hauptmann za idejo navdušil Milka Kosa, ki se je nedolgo predtem s problemi historične topografije srečal ob izdelavi kazala krajevnih in osebnih imen v 5. zvezku Gradivo za zgodovino Slovencev. Zgodovinarja sta si delo razdelila po geografskem načelu, Hauptmann je prevzel tedaj jugoslovanski del Štajerske, Kos pa Kranjsko v obsegu aktualnih državnih meja. In v desetletju pred drugo svetovno vojno začela pod okriljem Zagrebške jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti zbirati gradivo. Po letu 1945 je projekt prevzela Slovenska akademija znanosti in umetnosti, vendar so nadaljnje delo že v začetku zavrle objektivne okoliščine. Hauptmann je namreč med vojno izgubil celotno gradivo, ki ga je zbral in je v povojnih letih le stežka našel motivacijo za nadaljevanje.
dokler se ni nalogi leta 1962 zaradi bolezni dokončno odrekel. Medtem je Milko Kos počasi vztrajno nadaljeval z delom na historični topografiji Kranjske in v drugi polovici 60-ih let začel s pripravo končne redakcije. Čeprav je ostalo delo ob njegovi smrti nedokončano, so njegovi kolegi na tedanjem Inštitutu za občo in narodno zgodovino, ki danes nosi Kosovo ime, poskrbeli, da je bila leta 1975 historična topografija Kranjske razložena kot delovno gradivo v obliki ciklostila z naklado 250 izvodov. Osnovni namen je bil preskrbeti zainteresirani strokovni javnosti, čeprav še ne dokončane rezultate dolgotrajnega raziskovanja, v ozadju pa je stala jasno izražena želja izkazati avtorju dolžno spoštovanje za dolgoletno požrtvovalno delo. Leta 1964 je delo na historični topografiji Slovenske Štajerske prevzel Pavle Blaznik, ki se je z zadevno problematiko seznanil preko raziskav srednjeveške kolonizacije. V 20 letih mu je uspelo obsežno nalogo izpeljati skoraj do konca, smrt ga je prehitela sredi končne redakcije kartotečnih listov. Spet so izdajo tokrat v regularni knjižni obliki preskrbeli sodelavci inštituta in historična topografija Slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške je izšla v 3 delih v letih 1986-1989. Kot je razvidno iz naslova, je bil zaradi celotne pokritosti ozemlja v mejah Slovenije Štajerski dodan še preostali del Koroške. Podobno sta pa izven prvotnega koncepta ostala skrajni zahodni in skrajni severovzhodni del države. Gradivo za historično topografijo Primorske, ki obsega dele historičnih dežel Goriške in Istre, je ob svojem delu na Kranjski sčasoma začel samoiniciativno zbirati Milko Kos. Na eni strani je bil to naraven podaljšek njegovih raziskav primorskih urbarjev, na drugi pa je Primorska po priključitvi matični domovini nekaj časa sodila v skrop razširjenega koncepta skupne historične topografije Kranjske s Primorjem, ki pa je bil pozneje opuščen. Tudi v tem primeru je Milko Kos zapustil tipkopisno kartoteko, ki jo je v 80-ih letih na že omenjenem inštitutu dopolnjeval Janez Šumrada. Povsem drugače pa je bilo s Prekmurjem, edinim kosom slovenskega ozemlja, ki je do konca prve svetovne vojne sodil v sklop ogrske države. Tu se je inštitut uprl na sodelovanje s prekmurskim zgodovinarjem Ivanom Zelkom, ki se je že dalj časa ukvarjal z razvojem srednjeveških zemljiških gospostev v Prekmurju in je v 70-ih letih prevzel nalogo zbiranja srednjeveških virov za to regijo. Način Zelkovega zbiranja virov in ureditev njegovega zbranega gradiva sta omogočala pripravo historično-topografskega priročnika z razmeroma majhnim vložkom dodatnega dela in tako se je zgodilo, da je bila prav ta knjiga Prekmurje do leta 1500, leta 82 prvi regularni zvezek v seriji Historična topografija Slovenije. Lahko daš za drug slide. No in takšno je bilo stanje, ko smo leta 2011 na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa oživili historično-topografske raziskave. Izziv so predstavljale predvsem nove možnosti, ki jih nudi informacijska tehnologija. Cilj je bila seveda moderna spletna aplikacija z naprednimi možnostmi iskanja, kartografsko prezentacijo in možnostjo permanentnega popravljanja, dopolnjevanja in nadgrajevanja, tudi v smislu povzemanja oziroma povezovanja informacij in dognanj različnih področij, kot so arheologija, umetnostna zgodovina in jezikoslovje. Končni cilj je bilo seveda pokritje celotnega slovenskega ozemlja. V prvi fazi, v letih 2011 in 2015, je bilo na splet postavljeno gradivo za historično topografijo Kranjske. Tokrat v dvojni obliki, na eni strani klasična elektronska knjiga, na drugi pa interaktivna spletna aplikacija. V nadaljevanju, leta 2018, je stekel projekt historične topografije Primorske. Tu je potrebno poudariti, da je bil to do nedavnega edini del slovenskega ozemlja brez publiciranega historično-topografskega priročnika. Celo tipkopisna kartoteka, ki je bila končni rezultat več desetletnega dela in prizadevanj Milka Kosa, je bila do pred kratkim založena, tako da je bil Kosov rokopisni pramaterial pravzaprav dolgo časa tista referenca, na katero so se lahko raziskovalci opirali. Poleg tega so bila v obstoječi verziji tudi nekatera območja, predvsem obalna mesta z zaledjem, obravnavana razmeroma šibko. In
v bistvu me pravzaprav zelo veseli, da lahko ravno tukaj na novogoriškem zborovanju poročam, da smo to pomanjkljivost odpravili. No, medtem smo pa jeseni leta 2022 začeli že s tretjim projektom historične topografije Štajerske, ki smo jo pa zaradi prevelikega obsega razdelili na dva dela. Trenutno se ukvarjamo z jugozahodnim delom, torej s Posavinjem in Posoteljem. No, v zvezi s to preglednico, ki jo imamo na zaslonu, bi rad poudaril predvsem dve stvari. Prvič, zaporedje treh projektov kaže na to, da gre za raziskave, ki imajo izredno dolgoročen značaj. In trenutna znanstvena politika ni ravno naklonjena takim raziskavam. V zvezi s tem smo imeli veliko upanja z dolgoročnim oziroma stabilnim financiranjem znanosti, ki pa se kaže, da gre zadnji čas v neko drugo smer. No, drugič bi poudaril še to, da brez sodelovanja raziskovalcev z dveh zelo različnih področij, zgodovinopisja in računalništva, tega projekta oziroma rezultatov danes enostavno ne bi bilo. Prvotni poskus z nekim komercialnim informatičnim servisom oziroma bi terjal finančni vložek, ki ga preprosto z tem obstoječim raziskovalnim financiranjem ne bi mogoče. Toliko o historijatni zgodovini teh raziskav, nekaj več vsebin pa še 20 let. Zdaj, Matjaž je povedal v tem uvodnem govoru nekaj širše o projektih, kako je stvar historiatov in projektih, ki stojijo v ozadju tega velikega dela, se moramo kar pohvaliti. Jaz bom pa govoril zelo konkretno. Kaj zdaj so naši rezultati in kako izgledajo. Matjaž je že omenil, da dejansko gre za dve zadeve. Gre za internetno aplikacijo, ki jo bo kolega tudi kasneje natančno predstavil. Na drugi strani gre pa, lahko rečemo, za klasično knjigo, ki je sicer pripravljena v elektronski obliki, kjer imamo toponime predstavljene v obliki, kot so predstavljene na tej strani. To je primer ene strani iz elektronske knjige historične topografije Kranjske. Imamo geslo, torej nosilno geslo, torej toponim, in potem historična imena, ki se pojavljajo v zgodovinskih delih do približno leta 1500, včasih tudi to mejo malo prekršimo, seveda iz različnih utemeljenih razlogov. Zdaj, kako izgleda konkretno in kako je strukturirano vsako posamezno geslo, vam prikazuje tale slajd. Torej, nosilno je seveda, zdaj tukaj na tej strani ni napisano, seveda današnji ime neke lokacije. Potem sledijo pa navedbe historičnih imen iz zgodovinskih virov. Ta historična imena smo poimenovali, dejansko moramo reči, da smo sami izumili ta izraz, ampak se je prijel tudi strani slavistov, je bil potem požegnan, če tako rečem. Torej, gre za paleonit, torej staro ime neke lokacije. Potem sledi v oklepaju citat iz zgodovinskega vira, potem datum nastanka tega vira, potem pa vsi podatki o nahajališču avtentičnega vira in pa, kar se treba tudi pohvaliti, precej izčrpne navedbe vseh nam znanih objav tega konkretnega vira. Seveda gre, zdaj nekateri viri so ohranjeni lahko samo v obliki legeste in podobno, seveda v tem primeru imamo to tudi omenjeno. Velik del našega angažmaja pri topografiji je seveda tudi to, da prečešemo in pregledamo vse objavljene zbirke virov, tako da imamo seveda objave tudi zelo, zelo aktualizirane, kar nam je bilo na voljo v tistem trenutku. Zdaj, konkretno imamo tukaj primer enega vnosa za gradsko jak, torej Auersperg. Nahajališče tega vira avtentično danes gre seveda za Turjaški družinski arhiv,
ki je bil prenešen v Koroški deželniki v Celovcu. Objava, ta glavna objava je Turjaška knjiga listin, ki sta jo pred desetletjem in več proizvedla, če tako rečem, kolega Bizjak in tudi prisotni kolega Prajfalk in je šla na našem inštitutu. In ena starejša objava, recimo v gradivu za zgodovino Ljubljane v srednjem veku. Naprej, prosim. Tukaj ima nekaj primerov zbirk virov, ki smo jih seveda intenzivno uporabljali, ki so šle v zadnjih desetletjih. Mnogo teh edicij virov moramo pohvaliti, izhaja na našem inštitutu, v zbirki Fontes, že omenjena Turjaška knjiga listin, na primer, potem je bila gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku, to so dokumenti iz 13. stoletja, kar je pripravil France Baraga. Potem recimo urbari Brixenske škofije, kolege Bizjaka, Sadmiriške računske knjige, ravno tako od Matjaža Bizjaka. Potem imamo recimo Celjska knjiga listin, v Avstriji strani Avstrijske akademije izhaja serija Regesten Kaiser Friedrichs, zelo pomembna tudi za slovensko ozemlje, torej viri iz časa cesarja Friedricha druge polovice 15. stoletja. Če pa sedaj gremo k predzadnjemu oziroma zadnjemu projektu, torej Primorska in pa Štajerska, je treba seveda omeniti recimo gradivo za slovensko zgodovino iz Vinskih arhivov pokojnega profesorja Otorekca. In kar je seveda tudi za našo topografijo bilo zelo pomembno, že desetletja v Italiji izhajajo torej edicije notarskih knjig oglejskih patriarhov, ki izhajajo v Vidmu, je tako, ne? In imamo tukaj dva primera. Torej, Italijani v zadnjem času so zelo aktivni na tem področju in seveda je bilo to zelo pomembno tudi za našo primorsko topografijo. Pa recimo registri za Štajersko, kar seveda je trenutno tekoči projekt. V primeri z topografijami Pavla Blaznika ali Mika Kosa, kot so nastali v 70. in 80. letih, smo mi skušali stvar nadgraditi v tem smislu, da imamo v naših citatih bistveno več za zgodovinarje, pa tudi laike, seveda, zanimivih informacij. Če so bile v starejših topografijah običajno navedbe samo samega toponima, imamo in mi kontekst vseh pomembnih informacij, ki so se nam zdele vredne, da jih navedemo. Zgoraj imamo sicer dva primera, ko gre samo za krajevno ime, imamo, če ne drugega, zraven predlog, torej recimo vas Oslica, Inder Oslic, potem grad Turjak, imamo navedbo ministeriala, torej Hervoda Turjaškega. Potem imamo pa par primerov bistveno bolj izčrpnih informacij. Vas Čadovlje, lepo je zelo zanimiv citat, torej vas, ki se po slovenskem imenuje Čadovlje, aber Deutsch heißt Forst bei Krajnburg gelegen in tako naprej v gospodstvu Lek. Podobne informacije so seveda zelo pomembne tudi, kadar imamo navedbo župnije, v kateri se določen kraj nahaja, kar je seveda za naše identifikacije krajev zelo pomemben podatek. Kajti mi vemo, nekateri kraji na Slovenskem se pojavljajo v 5 različnih ali pa 10 lokacijah v Sloveniji in je včasih težko raztolmačiti, za kater kraj gre. Seveda še posebej v primerih trgov in mest smo se trudili, da damo zelo zanimive informacije, ko so omenjeni recimo mestni sodniki, cvelfari, torej člani mestnega sveta, ko je omenjena mestna občina, da ne rečem tudi recimo pečatenje z mestnim pečatom. V primeru Kočevja imamo znamenit povzdik Kočevja v mesto, torej podelitev mestnih pravic strani cesarja Friderika in navedbe vseh teh bistvenih elementov tega mestnega privilegija. In pa recimo en primer tudi Lastniški samostan, iz ustanovne liste Lastniškega samostana, ko je govora o lokaciji, ki se po domače imenuje Sitik, torej to je pač latinsko ime za stično istega časa. Ampak jasno je razvidno, da gre seveda v temelju za slovensko, torej domače. Naprej, prosim. S tem slajdom sem skušal prikazati različne tipe kategorije toponimov, ki jih imamo noter. In tudi vse informacije s tem v zvezi.
Recimo pri imenu nekega gradu, Čretež ali Reutenberg na Dolenjskem, imamo seveda konkretno informacijo, da gre za nekdanji grad in v opombi, kje ta ruševina stoji. V primeru nekega stolpa plemiškega bivališča ob izvirih Krke je jasno napisano, da gre za nekdanji stolp, obenem gre za nekdanji dvor in tudi sedež župnije. V primeru loža vidimo cel sklop, bi rekel, kategorij, kaj je lož v določenem trenutku pomeni. Lahko je seveda nekdanji grad, nekdanji trg, kasneje tudi mesto, danes vemo to več ni mesto. Nekdanja pokrajina, marsikje v Sloveniji je nek toponim, ki danes pomeni vas, ali lahko je nekoč pomenil samo grad, je nekoč pomenil širše pokrajinsko ime. In Lož je tipična primer. In pa seveda tudi naselje, današnje naselje, ki še vedno obstaja z imenom Lož. Potem imamo recimo današnji Šmarje Sad, ki je zgodovinski sedež župnije že iz srednjega veka. Imamo lepo razloženo, da sta bila to nekdaj dva kraja, Šmarje in Sad, ki sta bila nekoč ločena, danes sta združeni in tako dalje. Potem imamo tudi primere zgodovinskih naselij, ki danes ne obstajajo več. To imamo tako imenovano oznako historično naselje in poskus identifikacije. Včasih nam seveda stvar ni uspela. Gre za izginule kraje, izginule vasi, ki jih je težko locirati, če nam je ratak, ali pa če domnevamo, da smo ugotovili pravo lokacijo, imamo v tem primeru napisano, verjetno gre za vas Šentjurje pri Grosuplju. Potem imamo tudi izginule naselja, ki so imela, recimo, to je naselje Kočevskih Nemcev, ki so bila nekoč v srednjem veku znana samo seveda z nemškim imenom. In imamo potem kazalko, katera lokacija je to danes in ali to naselje seveda obstaja. V tem primeru gre za izginulo naselje, ki je bilo po drugi svetovni vojni torej opuščeno. Še zmeraj pa obstaja toponim z imenom Mokri potok. Samo z orientacijo, kako je naše delo potekalo, da sem dal tale primer. 50.000 je turistične karte za ozemlje v Spodnji Krki med Novim mestom in Krškim. In seveda identifikacije potekajo v intenzivnem delu uporabo historičnih zemljevidov in seveda lociranja krajev na zemljevidu. Z različnimi barvami imamo označene kraje, ki imajo isti kontekst. Torej, to je na osnovi obarjev, pevnih knjig, listin in tako naprej, so označene vasi določenih gospodstv. Prazdniška gospodstvo, Kostaniški samostan, Pleterje in različna druga gospodstva. In to nam pomaga mnogokrat k pravi identifikaciji nekega toponima. Samo za vzorec, koliko je bi rekel dela v ozadju, naprej prosim, samo en primer, pa takih je bilo tudi našteto. Marsikje na Slovenskem imamo kraje, ki so, lahko rečem, ki imajo dvojnika, ali kako bi rekel. Dvojnika, torej Gorenja Stara vas, Dolenja Stara vas, Nova vas, Stara vas, pa še srednja je včasih pomembna. Problematična stvar nastane, ko je Gorenja Stara vas 4 km stran od Dolenje in sta bili v dveh različnih gospodstvih. Ena je bila v Škofja Freising, druga je bila od samostane Kostanjevica. Mi po Koseni je v geslo združeno, Stara vas na Dolenjskem. Stara vas na Dolenjskem, to je geslo Milka Kosa. Mi smo seveda z intenzivnim delom, ki je tukaj v ozadju, z analizo vsake listine, vsakega obarja posebej, ugotovili, da en del teh odnosov seveda sodi pod Gorenjo Staro vas, pod Frajziško škofijo, drugi del pa sodi pod samostane Kostanjevica in smo seveda gesli razdelili objektivno, zgodovinsko, argumentirano na dve različni gesli. To samo za orientacijo, da tukaj seveda v ozadju precej zgodovinskega dela. In s tem bi jaz zaključil, kako je pa stvar, bi rekel, bolj z tehničnega računalniškega vidika potekala, bo pa kolega Šilc. Hvala. Verjetno si predstavljate, da recimo ene takega projekta, kot je slovenska historična topografija, ni mogoče čez noč rešiti. In verjetno tisti, ki ste malo bližje računalništvu, ste že slišali za izraz podatkovna baza, tudi verjetno si predstavljate, da se to ne more kar neposredno vnašati noter, da bi kar Miha Kosi
v to bazo nek kraje, ker nimaš nikakršnega pregleda. Torej, naše izhodišče so bili objave iz leta 1000, tiste ciklusirane objave Milka Kosa iz 1975 za Kranjsko, izgubljene in najdene kartice Milka Kosa za Primorsko in zdaj pred slabim letom, ko smo začeli lepa, normalna knjižna izdaja Pavleta Blaznika za Štajersko pa ta južni del Koroške in slovenski del Koroške. Noben od teh virov ni v elektronski obliki. Zato smo v prvi fazi poskušali narediti naslednje. Približali bi se tistim, ki ste se, oziroma smo se, če še vsega najdrame štejem, ukvarjali z vsebinskim delom okrog zgodovine, smo najprej rekli, dajmo narediti neko strukturirano, smiselno urejeno tekstovno datoteko, tekstovno file, če po slovensko povem, ki ga recimo več ali manj vsi obvladamo. Naprimer, orodje Word ali pa, če gremo v kakšno tekstovno datoteko, kakšni drugi urejevalci besedil, so verjetno nam vsem domači. Mi smo se odločili za najbolj znano orodje, ki ga ne smem propagirati, Word, in smo naredili neko strukturo. Kar tam zgoraj v zgornjih vrsticah, recimo tukaj gre za toponim Spodnje Počakovo in tiste trikotni oklepaji pa T, pa potem spet trikotni oklepaji pa poševnica T, pomenijo, da je to znotraj tega je nekaj, kar je toponim in bo šlo nekoč nekam v pravo mesto v podatkovno zbirko, tisto tabelo, kjer bo ta toponim pisan. Kaj smo s tem mi dosegli? Da je zadeva popolnoma strukturirana in jo je mogoče avtomatsko, če vam zdaj povem, Kranjsko in Primorsko v 7 minutah spraviti v bazo kompletnih, kot boste pa na koncu videli, 67,000 zapisov. Druga prednost tega je pa, da je bilo to vizualno nam vsem dostopno in smo se mi lahko po datoteki sprehajali, iskali, zamenjali, premetavali dele teksta, kot da bi na nek način z urejevalcem teksta to besedilo urejevali. Ko je bilo to narejeno, seveda vzporedno s tem smo s kolegi, predvsem z Mikom Zaručnikom z Zgodovinskega inštituta, pa s mojim sodelavcem Petrom Korošcem, na nek način zasnovali, oziroma ta baza je, podatkovna zbirka je bila zasnovana že čisto v začetku projekta leta 2011. Seveda je prišlo do novih spoznanj, novih želja, kaj bi tukaj sploh hotel prikazovati in je bilo treba resnično temeljito preoblikovati, predvsem pa zagotoviti, da ni nikakršnih podvajanj. Torej, da se nek tekst, Einstein, kot paleonim za kamnik, kamenje, peč, pa ne vem kaj, zapiše samo enkrat. Ker te podatkovne zbirke morajo biti konsistentne in normalizirane, kot se temu strokovno reče, torej se ne sme nekaj podvajati, nepotrebno. Na tem je bilo kar nekaj dela, kar nekaj poskusov, celo včeraj smo ugotovili, da bomo še delali, ko ste hoč popravili. No in potem sem rekel, v 7 minutah smo mi spravili Kranjsko, ali pa jo zdaj le spravimo, Kranjsko in Primorsko podatkovno bazo. Lahko naprej poskočiš na naslednjo. Zdaj pa mogoče še to. Iz Kosovega ciklostila, iz Kosovih kartic in zdaj iz Blaznikove knjige. V tisti fazi, da smo to tekstovno datoteko naredili, smo naredili kar množico programskih pripomočkov, orodij, ki nam zelo, zelo pomagajo. Primer zdaj le za Štajersko. Če boste odprli Blaznikovo knjigo, boste videli, da je on v Italiji, torej po strani, vedno napisan v kontekstu to, čemu mi rečemo paleonim. Kar pomeni, da mi to zdaj detektiramo in avtomatsko tiste P-je pa slash P-je tako naprej dodamo. In cel kup takih stvari je. Torej, veliko si pomagamo že pred procesiranjem teksta, da pridemo do tistega. No in potem je pa podatkovna zbirka napolnjena. Zdaj imamo pa seveda mi željo, da to tudi naredimo, kot je dr. Kosi rekel, v klasični obliki, torej v elektronski knjigi, v PDF formatu. Kranjska ima zdaj 2175 strani, Primorska niti ne vem, koliko jih je 750 ali nekaj takega. Torej, to se iz baze avtomatsko pretvori v programski jezik za oblikovanje teksta, imenovan LaTeX,
in preko tega se potem prevede v PDF format, ki ima tako obliko, kot jo je Miha Kosi prej tisti list pokazal za Brezovco pri Ljubljani in na zaslonu. Kaj nam to omogoča? To nam omogoča, da mi tako rekoč po kakšnem večjem posegu v podatkovno zbirko mi naredimo lahko novo verzijo, verjetno v večini bolj prijazne elektronske knjige, ki bo na spletni strani, oziroma je na spletni strani tudi dostopna, se vam bo potem Miha demonstriral pa pokazal. V okviru zdajšnjega, trenutno tekočega projekta pa bo ta informacijski del skupine se ukvarjal predvsem z zasnovanjem in realizacijo obrazcev za vnos v podatkovno zbirko in popravljanje. Ker to delo, ki ga mi zdaj delamo, recimo, da do neke mere napolnimo podatkovno zbirko, je le nekaj. Potem pa bo nekdo od vas odkril, da pravzaprav tista nova vas ni ta nova vas, ki smo jo mi našli, ampak je neka druga nova vas, bo treba to v podatkovni zbirki urediti. Seveda mi ne bomo celega postopka ponavljati, pa v Wordu to pretipkavati, ampak bo treba dostopati do podatkovne zbirke. Upam, da bomo to v naslednjih 2 letih pa uspeli, če smo že toliko naredili, bomo. Ali lahko samo še naslednjo slide pa vmes potem končamo. No, tole so pa konkretne številke, mogoče komu kaj povejo ali pa tudi nič. Za Kranjsko imamo trenutno 4701 toponim. Torej, od naselij, rek, potokov, cerkva, vse sredstvo, kar je prej predstavljeno. Za Primorsko jih je 1559, po 3/4 leta imamo za ta jugozahodni del Štajerske 3193 toponim. Torej, skupno je že skoraj 10.000 toponimov na tem delu Slovenije identificiranih. Njihovih historičnih zapisov pa je 64.800. Torej, za Kranjsko, za teh 4.700 toponimov obstaja 37.667 takih in drugačnih kupnik. Jih boste zdaj videli, ko vam jih bomo pokazali. Mogoče je tole zanimiva stvar, pa se vam verjetno splača potem na tej aplikaciji, kdo je uporabljal, ali na koncu knjige, ali pa na posebnem zavihku pogledati tudi uporabljene vire, torej originalne vire in objavljene vire in literaturo. Skupno je naša biblioteka, tam po članku napišete literatura, bi bila do številke 1600. Od tega imamo 156 listinskih serij, torej od recimo zbirka listin Arhiv Republike Slovenije in tako dalje do številke 1156, 102 zbirki spisovnega gradiva, 450 kodeksov, torej urbarjev in takih in drugačnih knjig. Imamo potem 425 bibliografskih enot, kjer so prepisi objave listin in pa 164 knjigic, kjer so registri listin, torej objavljenih virov je skupaj. In pa seveda še 403 enote so pa recimo kakšni poglavja o knjigah, članki in podobne stvari, kjer je listina bodi si omenjena, bodi si delno citirana, bodi si samo kot tekst citirana. Torej, zdaj v tem trenutku so vam za obdobje od 900 do 1500, vam je na voljo 1600 bibliografskih enot. Veliko od teh je dosegljivih tudi preko spleta, seveda govorim o teh tukaj, to je pa seveda v arhivih, kjer so tudi točno navedeni, kjer se pa toliko mogoče z moje strani, pa če bo potem želel še kaj. Jaz bi sam en stav povedal, tole, kar je zdaj Jure povedal, kar je seveda dostopno na internetu in v e-knjigi, je najbolj popoln nabor virov za srednjeveško zgodovino Slovenije, kar je bil kdajkoli zbran na enem mestu. Evidenca srednjeveških virov do leta 1500, arhivi, biblioteke in tako dalje. Za tako rekoč, kaj se to reče, Srednjo Evropo. Seveda nahajališča so od Münchna do severno gor, pa na jugu. Zdaj bi jih ti demonstriral, ne? Ja, okay. Da smo suspens ustvarjali, da se pa moment, jaz upam, da se je živelo kot mora. Takole, ja. Prejšnjo verzijo spletne strani slovenske historične topografije smo
predstavili leta 2016. Ker dolgo je trajalo, ampak zdajle je tu v novi preobleki in z novimi podatki. Dopolnjena tako pri Kranjski, kot tudi z celim območjem Primorske, pa z eno vrsto, mislim, kar nekaj dodatnih funkcionalnosti. Takole trenutno izgleda pokritost slovenskega ozemlja z historičnimi toponimi. Mešani sta Kranjska in Primorska. Tako. Trenutno delamo še za jugozahodni del Štajerske. To bomo verjetno dodali enkrat v prihodnjem letu, tako nekako se kaže zdaj. Ja, zdaj pa k novosti. Glavna novost so dodatni filtri. En filter, na katerega smo kar ponosni, je časovni. Tega v preteklosti nismo imeli. Po novem pa lahko tule s temle drsnikom zamejite število toponimov, ki se prikažejo glede na časovni kriterij. Prvi vir, ki ga imamo noter, je iz leta 507. Gremo pa lahko čisto do posamičnega leta. Takole, ko ga omenim, bo prikazan, kaj noter Soča je. Leta 507 se pojavi Soča. Prvi toponim, ki ga imamo časovno, ko kliknem gor, se tule izpišejo in najstarejša omemba je tule v tem izpisu na prvem mestu, v tej obliki Sontius, nekje med letom 507 in 511 pri Kasjedovu. Potem v nadaljevanju sledijo navedbe istega paleonima, iste oblike, se pravi iz 15. stoletja, pa še iz 17. stoletja in tako naprej. Potem pa seveda lahko zapremo Isontius, je drugačna oblika, evo, tale iz konca 8. stoletja. Ampak ker smo zamejili, recimo, če bi se premaknili na leto 799, bi seveda zajeli še vse, kar se je vmes dodalo noter. Takole, evo, tole so seveda zgodnji viri in kot gremo sem, se Soča zopet pojavi, imamo pa še 3 druge reke na Kranjskem. Kje pa imaš stikalo za filter? Filtre je tukaj, sem jih skril, zato ker je bilo treba nekaj umestiti, pa na miznem računalniku najlepše izgleda, na prenosnikih bo treba še malo, ko se tega reči, videti, da se bo Eno sekundo dopolniti, kako ste uporabljali filtre. Budite vzorni, ali je tiste kolešče kar rdeče ali modro pobarvan. Če je rdeče pobarvan, pomeni, da ste si nekoč en filter nastavili, da ne boste iskali nekaj, ko ste imeli pa ne vem, izklopljene kraje ali pa nekaj druga postavljena. To boste malo pozlili, vse se hitro načiš. Tako. No, potem pa recimo grem tule do leta 1000, se pojavi nekaj več krajev, pa če premaknem še za eno stoletje gor, 1100, evo, tako se število krajev poveča in v bistvu vidimo, kako raste število omemb krajev z našega ozemlja. Potem pa seveda pride 13. in 14. stoletje, pride pa do velikega porasta, zdaj malo traja, evo in je zapolnjena. Zadeva se je zelo potemnila in zdaj tudi, če jaz tule zamejim samo na eno stoletje, takole, približno, ne, se ni bistveno zmanjšal nabor krajev, ki jih imamo. Markerji, ki jih vidite na zemljevidu, so usklajeni z zapisi tule na levi strani, po njih se lahko sprehajate. Zdaj pa če jaz to lepo nastavim nazaj,
Evo, tako, pa še tele, zadnje dobimo noter. Tako. Tule gor imamo en tak iskalnik, ki je podoben tako, kot bi mogoče v Kanbordu ali v kakšnem drugem programu iskal. Upišem, pardon, sem dotikal, recimo vas in dobim tule gor izpis, da imam 196 zapisov, ki vsebujejo besedo vas in potem se pa nekaj zapisuje. In se pomikam po njih takole, prva, druga, tretja, naprej. Zemljevice v sredini na izbrani kraj, tule imamo izpis in si lahko pogledam zopet tudi podrobnosti. Okay. Mogoče še tipe, tako. Hvala. Se jaz malo odmaknem. Takole. Zdaj, ker imamo noter rezultate dveh projektov, smo kar sledili organizaciji teh dveh projektov. Prvi projekt je bil omejen na območju historične Kranjske. Tole je Kranjska nekako. Primorska, se pravi historični deželi Goriška in Istra, sta pa združeni, ker je projekt tako bil organiziran, ker je bil gradivo tako organizirano, smo se tega potem kar držali. Vse je znotraj današnjih državnih meja. Ker je bil že historično, je bila topografija tako zasnovana in smo se tega držali. Nekoč v prihodnosti, ko bomo pokrili vse državno ozemlje, imamo pa namen tudi zamejstvo pokriti, tako da bi nekako slovensko etnično ozemlje pokrili. Ampak tisto se pa planira, ideja je, da bi potem zajeli kar skupaj zamejce. Ali bi spet več tako. Če se ne skupaj. No, potem je pa tu še en filter, to so pa te tipi. Tu smo pa v bistvu te tipe, o katerih so kolegi prej govorili, ki zelo nadrobno opisujejo, kontekstualizirajo naše toponime, smo jih nekako združili v 5 kategorij. In z njimi potem lahko recimo vsa naselja prikažemo, izklopimo. Tako, pa izberemo vse vode. No, tudi tukaj je ena novost, na katero smo kar ponosni, da smo od tistega, ko smo vse toponime, vse objekte prikazovali samo kot točke, smo zdaj prišli na to, da potehe vod s črtami ponazarjamo. Imamo pa tudi 3 jezera, noter Bohinjsko, potem tule Blejsko in še Cestniška tule spodaj. Tako da kliknemo, na njih se nam izpiše vse povedal njega. Potem so tu še gore, pa potem neka pokrajinska imena. Tu noč je pa zdaj kombinacija historičnih pokrajin pa ledinskih imen, recimo. Se pravi, nekateri kraji, ki so tule not označeni, so čisto mikrolokacije, rovte, historične, danes se ne imenuje, ampak smo uspeli lokalizirati. Potem imamo pa Banjško planoto, ta je znana. Potem je tule Bohinj, historična pokrajina. Potem so tule tudi uradi Frajzenškega gospodstva, tule Selca. Torej, se pravi naselje, sedež župnije, nekdanja pokrajina in nekdanji urad. Izbiral se vse to tako opredeljuje. Potem so pa tu še objekti, ki pa združujejo gradove, cerkve, tudi kakšne manjše objekte, kot so na primer mostovi ali kaj podobnega. Tako da včasih je že kar
skoraj hecno, kako natančne opise smo vnesli noter, ampak smo jih ohranili, ker smo, ali pa so se zdeli smiselni za konkretni zapis. Tako. Da ti prekinem. Ja. Kar je bilo mogoče, smo tudi mogli zelo točno locirati posamezne stavbe, cerkve, gradove, tudi stavbe v mestih, če so bili. Ja, mogoče nekaj čempirat, mogoče malo tudi nekaj. No, vemo, kjer najti. Po zemljevidu išče. Išče se lahko tudi po zemljevidu, seveda, brez tega. Ko zdaj kažemo ravno Piran, moram se pravičiti, da prej, ko sem Ni bilo knjige, jaz sem videl. Nisem omenil profesorice Darje Mihelič, ki je seveda njena Se bomo zdaj videli njeno njeno življenjsko delo, so edicije notarskih knjig Pirana, ki so bile seveda temeljne za vse te lokacije, ki zdaj kažemo Pirana. Evo, se že vidi. Še ena podrobnost. Pri navajanju virov smo zaradi želje po kompaktnosti uporabljali kratice, ampak če se uporabnik čez kratico pomakne z miško, se gre oblačiti, ko jaz Tudi to kratico po seznamu virov. No, to je to. Zdaj pa še ta seznam virov, če ga tako demonstriram. Seznam virov se zdaj izpisuje dinamično, včasih smo tudi ponujali en PDF. Zdaj je pa, kolikor ga bomo dodali vnosov noter, bojo takoj, ko se bojo zapisali, vidimo na tej spletni strani, aktualizirano. Tukaj je v pripravi tudi nadgradnja iskanja po seznamu virov, kar pomeni, da bi lahko objavljene vire iskali, urbarje iskali, časovno obdobje iskali, avtorja iskali, karkoli se smiselno. Je pa za hitro in lahko po besedi se pa seveda da v vsakem brskalniku. Ja, seveda. Ja, tako pa smo. Mogoče še dostop do te knjige pokaže. Ja, tako, seveda. Potem pa zaključimo. Je tisti rdeč krogec. Prosim, Je tisti rdeč krogec, da bomo videli. Ja, to je tisti kolešček. Kje je ta kolešček? Ja, tule, tako, evo, dovolite. Tule je tale zobnik, s tem odprete in tudi zaprete. Tule je potem še tale križac, s katerim tudi zaprete. Iskanje imate tam v zgodnji vrstici, ne še tako gledali. Tako, tale iskanje je namen, kot sem prikazal, da vas premika po temle seznamu. Potem imamo pa tukaj še en filter, besedni filter, ki pa dejansko skrči nabor objektov, nabor toponimov v tem seznamu. Recimo, če vtipkam vas, bo zdaj tule samo vse vasi nabralo noter vse besede in jih takole prikaže, se pravi filtriranje. Prej smo se sprehajali gor po polnem naboru, zdaj pa recimo tole, ali pa recimo brezje, da zanima in vidimo, koliko je brezi ali pa... In zdaj se seveda samo klikate na te kroge, modre kroge in se vam odpirajo ta brezja, ne? Tako, evo, pojavnost krevnega imena dob, ali pa dob je, potem, imamo pa takole 3. Kako visoko se reči izberem vse. Dob je, super. tako, včasih je še malo svoj glav, včasih postavi manjkar včasih. S temle se pa filter ponestavi, napolni nabor, ali pa če imamo tule kaj več z enim klikom pač ponestavi. Če dostop do. Dostop je pa na starem naslovu. Zato, ker sem šel gledati, kaj sem šel najprej na vašo spletno stran, in tudi tam nisem to lovil. Ja, danes zjutraj je pa topografija.zrc-a.si
je to No, aktualno. se je stvar dogaja. Tule imamo. Ja, do zdaj smo imeli to na desnem strežniku, kjer smo to pilili. Mogoče e-knjige še pokaže. E-knjige, tako. Evo, e-knjige so pa na tem zavitku. Te so bile že tudi na stari strani dostopne. Tule je primorska knjiga. In tukaj bo vedno aktualna verzija. Torej, tisto, kjerkoli preko Hobisa boste kje dobili, pejte raje na to stran in to razbirati. Tako. To. In to so ti zapisi. Odpirajmo jih pa v novem zavitku, tako da vam bi stran ostane. Odlično, hvala lepa. Krasen projekt. Krasen projekt, kjer bi rekel, seveda, kjer kaže tudi, kaj nam vse te moderne tehnologije digitalno omogočajo, kot bistveno daljši korak naprej kot prvotne tri komplikacije. In drugo, kar je bilo že rečeno, to je tipično dolgoročni projekt, ki zasluži, pa ki potrebuje stabilno financiranje, ki pri nas zaenkrat še ni urejeno. Novi zakon o raziskovalni razvojni dejavnosti sicer predvideva dolgoročno financiranje nacionalno pomembnih projektov, ki pa niso še definirani. In kar vidimo zdaj razprave, ki jih imamo, vidim, da so predstave, kaj so nacionalni projekti, recimo med humanisti ali pa naravoslovci ali pa matematiki in tako bistveno različne. In tukaj mislim, da se bomo mogli sploh poenotiti še na nivoju slovenske znanosti, kaj pride v nabor nacionalno pomembnih projektov, ki bodo lahko dolgoročno financirani. Lepo prosim, besedo prepuščam vam, da ne bom jaz časa ni govoril. Če ne bom jaz za red prebiti eno vprašanje postavil. In sicer prve dve knjigi, ki ste šle, torej Blatnikova in Zelkova topografija, ste šle pod imenom Historična topografija Slovenije. Vi ste to spremenili v Slovenska historična topografija. Če je razlika? Brejnik. Mogoče ni tako bistvene razlike, ampak en bil čez tem, da historična topografija Slovenije nekako se vsaj v besedi omejuje na Slovenijo, oziroma Slovenijo in danes Republika Slovenija, včasih Republika Slovenija, Socialistična Republika Slovenija. Slovenska historična topografija pa je pa seveda širši pojem, ki lahko zajema tudi ozemlje za mesto oziroma slovenskega cvara. Zdaj vidim jaz velik metodološki problem, kako boste to reševali. Namreč, kako boste delali izbor krajev, ker ravno pri historični fotografiji je problem to, da moraš imeti celotno predstavo. Če boste delali sam izbor, pa kakšne kriterije boste tam slovenske toponime in tako naprej, to bo lahko vodilo v zelo problematične situacije. Recimo, ne vem, da boste na Koroškem zbirali samo slovenska krajevna imena ali kako in potem zgubiš to kontekst. Na srečo imamo še dosti dela z današnjim. Se pravi, ne vem, hočem vse to, Matjaža smo se že malo pogovarjali o tem, to bodo veliki problemi. Seveda bi bilo fajn, da imamo celotno historično fotografijo Koroške na tak način, ali pa Istre, Hrvaške Istre še vključiti, recimo, na tak način, da gremo. Mene je že to zmotilo, ker so piransko občino nekdanjo staro komunalno ozemlje razdelili po sedanji meji po Dragoni in Savudrije niso upoštevali. Ja, druga stvar, ki me zanima, če se prav spomnim, na brzino sem nekaj gledal pa včeraj, da mislim, Gorice nisem najdel noter, so se isto dobivali mestom? Državna meja. Državna meja. Ja, državna meja. Državna meja, da so s tem mesto upoštevali. Ja, recimo, mesta so. Glede mest... Ljubljane je 80 strani. Ja, ok. Recimo, Celje. Ki smo v Gorici, sem rekel, Gorica, pa nisem najdel, pa nisem domislil. Mogoče bi Novo Gorico pokazal. Ja. Ne, v Novi Gorici še Jaz se hočem samo to čisto bolj za konc, ker je ta digitalna doba zdaj tako daleč, da živa duša od vas ne ve več, kaj je to ciklostil. Če ste ga uporabljali napačno, ampak kaj je ciklostil, vam bom mogoče razložila. Kako se ta naprava vrti, ne? Ne, kako se naredi predloga za razmnoževanje. Mimo grede, ko čakamo še tole, zakaj je to pri Hrvaški akademiji pa jazdu, ker nisi povedal?
Ta projekt historičnih topografij je inicirala Union Academic International, Zveza mednarodnih akademij, glavno so bile komunistične teme, in Ludwig Hauptmann je bil predstavnik JAZU pri Union Academic International. In zaradi tega je on, ker je bil tam, je potem prepeljal tole v takratno Jugoslavijo in je potem pridobil posel za ta projekt na Kranjskem. Ampak je bil tudi vključen še v en cel jugoslovanski, tudi Srbijo imel še čez. Po vojni, ko so bile akademijska komisija oziroma so bili akademijski projekti, je bil položiran v pri Srpski akademiji. Tako, imaš prav. Jaz sem kot vse eno pripombo, da nam zgleda, da je tole delo izključno kabinetno, pa da mi samo malo premetavamo podatke, pa z raznimi računalniškimi programi nam tole ureja in tako naprej. Se moram pohvaliti, da je v ozadju tudi veliko arhivskega dela. Namreč samo konkretno vam povem zdaj, kad delamo Štajersko. Mi smo seveda najprej skenirali oziroma z OCR programom prebrali celotno topografijo, ki je Blaznik objavil. Ampak v 80-ih letih, ko je Blaznik to objavljal, so bila arhivska nahajališča mnogih, da ne rečem, na tisoče teh virov, drugačna kot so pa danes. In mi to vse preverjamo. Namreč v zadnjih 30-40 letih je bilo ogromno izmenjav gradivo iz Štajerskega deželnega arhiva, iz Arhavskega štatsarhiva na Dunaju in tako naprej prišlo recimo v arhive v Sloveniji, v Maribor, Celje, Ljubljana in tako naprej. In to mi vse aktualiziramo. Da pred enim mesecem nas je bil cel tim, 5 nas je bilo v Štajerskem deželju, smo invaziv naredili v Štajerski deželni arhiv in smo 8 ur na dan tam tičali in se to preverja na stotine listin, tako da imamo zdaj aktualna nahajališča. In tudi, če gre za prepise, če je Blaznik je napisal kopija Landes arhiv, mi smo raziskali stvar do znak in vemo točno, v katerem rokopisu je zdaj original napisan. In imamo to tudi seveda. Pri teh listinah imamo, vsaj pri tistih, kjer je to urejeno, recimo listine v arhivu Republike Slovenije, v Nadškofijskem arhivu, v Celovškem deželnem arhivu, Graškem deželnem arhivu, Dunajskem glavnem arhivu, imajo tudi številke. Zdaj, tisti, ki se s tem ukvarjate, ste opazili, da se tale AUR na Dunajskem arhivu stalno osvežuje in zdaj imajo do leta 1400 že vse listine oštevilčene. Nimajo več pod datumom, ker večina je tudi pod napačnim datumom vodena, oziroma je realni datum drugače podano. Tako da so številke. Kar nam v resnici je to predpriprava za nek projekt, ki ga verjetno pa vidim, da bomo speljali, da bi dejansko s klikom na listino videl tudi skenirano listino. Zadeva je tako zapeljana, podobno je s centralno kartoteko srednjeveških listin, katero je zdaj Matjaž svojo skupino v enem letu spravil že v digitalno obliko, ki pa še ni dobro. Po enem stavku moramo povedati, da danes nismo omenjali, kaj sploh to je. Ja, to je ena ogromna zbirka popisnih 6000 listin, več kot 6000, ki je celo življenje oblikoval duhovni profesor Božo Trepec, ki je pa za srednjeveške listine zavzemlje v našem Sloveniji. Prav več kot 6000 listin preklikano. V glavnem s celim tekstom včasih je 600. To je gradivo, ki je na našem inštitutu. Ja, intenzivno uporabljeno pri tem projektu, vse pa zdaj poskušamo to nekako digitalizirati in včasih predstaviti. Ampak seveda, ker ni nobenega projekta, konkretnega nobenega denarja, narejenega samo za to, traja dolgo časa. Kartončki so že čisto obrabljeni, vedno s prsti, ko ne greš. Tukaj je še veliko drugega. Dobar dan, Ricardo Cicovini. Ne vem, če lahko naredim eno vprašanje po italijansko, ker moja slovenščina je zelo... Da, hvala. Forse avete citato anche prima un lavoro dell'Istituto Pio Paschini che sta appunto con Sebastiano Blancato e altri, sta facendo la topografia del patriarcato di Aquileia. Loro utilizzano i registri notarili della chiesa del patriarcato di Aquileia e volevo sapere se anche questa fonte è una fonte che voi utilizzate, avete utilizzato, perché io ho perso magari qualche parola,
e soprattutto se c'è un contatto tra le due iniziative, se c'è uno scambio di informazioni tra l'Istituto Pio Pasquini e la vostra istituzione per questo tipo di progetti. Grazie. Questo pravi te edicije, ne, ti contatti. Sì, pokazali, Ti samo pokazali, Sì, sì, da ho visto, io izdajo Pio Pasquini, tudi Pio In to je že Pasquini. Če sodelujete, Sodelujete. če sodelujete z V bistvu, njimi. ja, smo vzpostavili stik preko kolegice Hai fatto? Sì, sento, capisco. Preko kolegice Nene Makuc, ki dela zaposlena tukaj na izpostavi našega inštituta v Novi Gorici. V pripravi je nekakšna formalizacija tega sodelovanja preko neke komisije, ki bi se stala parkrat na leto in obravnavala ta vprašanja na strokovni ravni. Ampak zaenkrat, če ni prišlo do te formalizacije, smo pa nekako v stiku, si izmenjujemo publikacije pač bolj na neformalni ravni zaenkrat. Sì, perché dico ancora perché il loro territorio comunque è anche ovviamente allargato al territorio sloveno. Sì, sì, Per forza, no? Povej, da smo intenzivno uporabljali te edicije. To je ta spletna stran tega inštituta. Tu piše, v kateri je objavljeno. Drežnica. Mislim, da so tukaj eksplodirali program ta spletnik. Seveda niso vse, ne, delno objavljene. Mislim, da zadnje te izdaje po letu 2015. Zadnje vprašanje. Potem, hvala lepa. Uporabljeno.